Lepo pozdravljeni, dragi vsi, ki spremljate podcaste Gospodarske zbornice Slovenija, tokrat poslovni nasveti. V tokratnem podcastu se bomo posvetili razvoju in inovacijam v podjetjih. Slovenija se je lani namreč na lestvici globalnega inovacijskega indeksa med 133 državami uvrstila na 34. mesto, kar pomeni pravzaprav padec za še eno mesto v primerjavi z letom poprej. Morda za primerjavo še med sosednjimi državami, pred nami sta Avstrija na 17. mestu, Italija na 26., samo malce za nami na 36. mestu Madžarska, Hrvaška pa je zasedla 43. mesto. No, z mano v studiu sta zato, da se bomo lahko o tem pogovarjali, Katja Pokršnik, direktorica Regionalne gospodarske zbornice Koroške, ter Simona Ratej iz Univerze v Ljubljani. En lep pozdrav obema. Pozdravljeni. Katja, dogovorili smo se namreč, da se tikamo, ne? Ja. In predlagam, da tako tudi naredimo. Katja, ti si gonilna sila vsakoletnega, sedaj že tradicionalnega in nacionalno uveljavljenega tekmovanja slovenskih podjetij za najboljše inovacije, ne? Ki ga organizira Gospodarska zbornica Slovenije pod blagovno znamko Inovativna Slovenija. Simona, ti si pa na Univerzi v Ljubljani odgovorna za inovacije, povezovanje raziskovalcev in podjetij ter seveda trženje intelektualne lastnine. Zato morda, da nekje začnemo, vprašanje za obe, kaj pravzaprav je inovacija? Verjetno ni vsaka neka nova stvar, ki je na trgu, že kar sama po sebi inovacija, vsak nov izdelek, vsaka storitev. Kaj opredeljuje nek inovativni izdelek ali storitev? Ja, jaz bi rekla, da vse, kar je nekaj novega, kar izboljšuje naša življenja in to naredi na popolnoma drugačen način, vsekakor je inovacija. Je pa zelo pomembno tudi dodati, da inovacija mora imeti neke gospodarske učinke, a ne. Vse, kar bi se nekdo pač spomnil pa rekel, to je pa dobra ideja, to je lahko neka invencija ali pa mogoče dobra ideja, še vedno pa to ni inovacija, kajti nima nekih tržnih učinkov. Vsekakor pa je inovacija, če je to nekaj novega ali pa tudi seveda bistveno izboljšanega. Simona, bi ti kaj drugače? Imamo OECD, je prav definiral, kje je meja med inovacijo in neinovacijo. Recimo je nekje nad 40% izboljšava obstoječega stanja, potem je dejansko inovacija. In to so pač lahko različne, ali je produktna, procesna, organizacijska, trženjska, tako da to so pač različni pristopi oziroma različni vidiki inovacije. Pomembno pa je, da je bistveno izboljšana ali povsem nova. No, če malce pokomentiramo rezultate, ki sem jih predstavil, kje Slovenija seveda je na globalni lestvici inovativnosti. Evropske države se na lestvici torej ohranjajo med najbolj inovativnimi. In sicer je kar 15 držav iz Evropske unije med 25 vodilnimi na svetu. Slovenija je na 34. mestu, ne? Še nekoliko smo nazadovali v zadnjem letu. Kje je po vajinem mnenju razlog za to? Mislim, nazadovanje bi lahko pripisali predvsem več vidikov tega, zakaj imamo težave pri recimo bolj kompleksnih inovacijah ali pa pri prenosu znanja iz raziskovalne sfere v gospodarstvo. Eno so pomanjkanje mogoče ambicije, ne, se pravi, tako na področju podjetnikov, posameznikov podjetij tudi in potem tudi raziskovalcev nimajo želje ali pa poguma mogoče, da bi res investirali v nekaj povsem prebojnega. Pri čemer vemo, da imamo v Sloveniji zelo dobre raziskovalce, tako v podjetjih kot v raziskovalnih organizacijah, ampak podpora in pa ta pripravljenost na tveganje v Sloveniji je zelo nizka, ne? Se pravi, pripravljenost na tveganje, s tem tudi povezane ambicije. Pa potem tudi dostop, ne, do takih podjetij, ki bi že v nizkih stopnjah ter tehnološke pripravljenosti bili pripravljeni investirati v zelo nezanesljive raziskave, v potencialne inovacije, tudi tega nimamo dosti, a ne. V tujini je to zelo razvito. Imamo in strateška
podjetja, ki investirajo v take tvegan razvoj oziroma tvegane potencialne inovacije, investitorje, ki se s tem ukvarjajo. Mi temu rečemo globoke tehnologije oziroma deep tech je zelo poznan. In tega v Sloveniji ni še dosti. Imamo sicer en prvi sklad, zdaj Slovenija-Hrvaška, Vesna sklad, ki je namenjen prav spodbujanju deep tech podjetij, ki prihajajo iz raziskovalnih organizacij na trg. Ni pa tega še dovolj. Tudi ostalih deep tech investitorjev ni dosti. In moramo hoditi v tujino, kar pomeni, da je treba vzpostaviti mogoče več napora vložiti v to, da je treba dobiti zaupanje oziroma interes nekoga, ki ni čisto blizu geografsko in se mogoče že poznamo. Da to so mogoče take osnovni razlogi. Bi jo kaj dodala? Ja, jaz tudi mislim, da ta vlaganja, se pravi, posledica tega, da pač smo mogoče malo premalo pripravljeni na taka tveganja, to rezultira v tem tudi, da pač so vlaganja relativno zelo nizka na tem področju. Tako strani gospodarstva, kot pa seveda tudi strani ostalih, nacionalnih določenih programov, kjer bi bili programi, ki bi to še posebej spodbujali. Malo mogoče tudi zgodovinsko smo kot narod nekako kar dost, če rečem temu, ziheraši. Zdaj jaz vidim pri mnogih podjetjih, vlagajo bolj v neke stvari, ki so dost sigurne za njihov razvoj, in potem posledično seveda do teh prebojnih inovacij pride bistveno težje. Ampak seveda je pozitivno to, da opažamo, da se podjetja zelo več povezujejo z raziskovalno sfero, iščejo neke sinergije, tako da jaz mislim, da moramo res veliko delati na tem, kako komercializirati inovacije, ki nastajajo v nekih raziskovalnih inštitucijah, ki nastajajo plod nekih idej in pa seveda te ideje tudi podpreti finančno. Ja, kot pravi Simona, skladi tveganega kapitala, tega velik manko, skoraj ne poznamo. Ja. Mogoče tudi dodatno izobraževanje na tem področju, da bi tudi podjetja bolj razumela, posamezniki bolj razumeli, kaj to praktično sploh je in bi si mogoče tudi bolj upali. Zanimivo, na vodilnem mestu najbolj inovativnih držav so na primer Švica, mislim, da na prvem mestu, Švedska, ZDA, Združeno kraljestvo, Singapur. Kaj v teh državah delajo recimo drugače, bolje kot pri nas, v primerjavi s tem, kar ste zdaj povedali? Zdaj mogoče, če jaz, glede na to, da sem živela nekaj časa tudi na Švedskem, mogoče bolj dopuščajo delati napake oziroma si jih bolj upajo. Spomnim se, ko sem sama tam študirala, je bilo to kar dosti spodbujeno. Naredite nekaj narobe, ampak naredite, raziskujte, iščite, kako boste to izboljšali, kako boste naredili drugače. Medtem ko pri nas kar dosti nas držijo v nekih okvirih marsikdaj, in potem mogoče težje stopimo ven. Torej, ta kultura inoviranja je verjetno drugačna. To je en del verjetno ene te pozitivne kulture inoviranja. Da si dopustiš narediti tudi napako, ker se na podlagi tega kaj naučiš. Ja, v Ameriki je to prav, če nisi naredil, toliko in toliko napak, oziroma vsaj 5 ali 10 failov, teh pač neuspelih poskusov, potem nisi dejansko naredil dosti. Se te ne jemljejo resno, če nisi naredil toliko in toliko napak. Mogoče bi dodala še tradicijo, se pravi, mi smo vseeno mlada država in nimamo stvari še tako vzpostavljenih. Sicer smo v preteklih zadnjih nekaj letih naredili res velik preskok tudi na področju podpore inovacijam, sploh v raziskovalnih organizacijah. Vseeno pa ne moramo se primerjati z Münchnom ali pa s Cambridgeom ali Oxfordom, ki imajo neznosne količine denarja za investirati v te zgodnje faze, se pravi od TRL, tehnološke pripravljenosti, od 3, kjer je pač laboratorijski preizkus, do 6, kjer je pač recimo prototip. Te stvari v tujini, predvsem v teh državah, zelo dobro tečejo. Pri nas, tukaj smo začeli to pri nas na univerzi leta 2020 z precej manjšim budžetom, ampak kar kaže rezultate, potem je možno tudi nadgrajevati tudi to vrstno podporo, tako da celovit ta sistem je malo drugačen, kot je pa pri nas, predvsem pa zrel. Da bomo, bom rekel, tudi pozitivni, zagotovo smo dobri na nekaterih področjih.
Kje smo dobri, recimo v inovacijah, na katerih področjih nam gre dobro, imamo največ, ali pa panogah imamo največ inovacij, in kje morda seveda tudi manj in imamo večji potencial. Ja, vsekakor je farmacija ena izmed panog, ki jo je potrebno na tem področju posebej izpostaviti. Tukaj smo zares vrhunski. Imamo odlična podjetja, imamo tudi odlične posameznike. To dokazujejo tudi s prijavami na naš razpis, kjer vsakoletno res dajo podporo ta podjetja svojim razvojnim ekipam in jih posebej izpostavijo za res odlično delo. Tako da farmacija je vsekakor izmed področij, kjer smo zelo dobri. Prav tako pa Slovenija kot zelo industrijsko predelovalna industrija prevladuje pri nas, izvozno smo naravnani, tako da tudi v teh tradicionalnih panogah smo zelo inovativni. Moramo biti, seveda, da lahko konkuriramo na tako zahtevnih trgih, kjer pač naša podjetja se pojavljajo. So znotraj dobaviteljskih verig avtomobilske industrije, so znotraj drugih dobaviteljskih verig, kjer so zahteve pa zelo, zelo visoke. Tako da res moramo biti inovativni, da lahko v teh segmentih tudi obstanemo. Na katerih področjih v bistvu pa imamo nek potencial, ki bi rekli še neizkoriščen? Kjer bi si želeli več inovacij, pa glede na panoge, ki jih imamo, Ja, v bistvu, premalo vlagamo. če gledam že recimo iz tega, katere naše fakultete so izjemno dobre v sodelovanju z gospodarstvom, imajo potem še dodaten potencial za razvoj, a ne. To, kar je že omenjena, farmacija oziroma biotehnologija širše, mehatronika, se pravi strojništvo, elektrotehnika, umetna inteligenca, recimo tudi strojno učenje, vse te stvari, ki so pač vezane zdaj na digitalizacijo. Tukaj smo dobri. In priložnosti, ki so, oziroma kjer je potencial, je tam, kjer imamo zelo dobre raziskovalce, in to so pač ta področja, z podjetji, ki imajo tudi zelo dobre inženirje in potem tudi same poslovne navezave, in tukaj so potem seveda priložnosti za nadaljnji razvoj. Seveda je pa fajn, da jih spodbudimo z tem, da se recimo kot država, da se takim prebojnim oziroma potencialnim panogam tudi nameni sredstva, zato da lahko razvijajo še nove storitve in pa potem tudi produkte. Katja, GZS že vrsto let organizira priznanje za inovacije, prav vaša regionalna zbornica je vodilna, bi rekel, pri tem projektu, in te na nacionalni ravni predstavljajo najvišje priznanja za inovacije slovenskih podjetij in tudi drugih organizacij, s tem pa promoviramo tudi inovativnost tako doma kot v tujini. In seveda naše znanje, naše raziskovalce in vse druge institucije, ki zraven sodelujete. Kaj je pravzaprav glavni namen razpisa za priznanje GZS za inovacije? Morda omeniva, zakaj se tudi danes pogovarjamo o tem, ker bo v teh dneh izšel razpis za letošnja priznanja, ne? Ja, tako je. Naš razpis ima res izjemno tradicijo. Letos ga odpiramo že 29. Začelo se je na Zasavski zbornici. Simona je bila tudi na Gospodarski zbornici. Tako. To pa je res tradicija. Tako, ki je ta projekt tudi vodila, tako da imamo obe na tem področju neke izkušnje in pa se dopolnjujemo, nadgrajujemo. Tako da res izkušenj je veliko. 23 let je to na nacionalnem nivoju zdaj že. Predvsem pa je namen, da izpostavimo, nagradimo, predstavimo res tiste inovacije in pa inovatorje, ki v Sloveniji delajo nekakšne preboje. Tako da zelo lahko z nekim ponosom povemo, da smo v teh vseh letih nagrajevanja nagradili kar preko 13.500 inovatorjev. Izpostavili smo več kot 3.670 inovacij in pa v tem času podelili 182 zlatih nacionalnih priznanj, ki pa predstavlja tudi najvišje priznanje na področju inovativnosti. Lepe številke.
Jaz tudi In bi čestitke rekla, seveda za vztrajanje vsa ta desetletja. Ja, jaz mislim, da razpis samo še raste. To nam dokazuje tudi mogoče lanska številka, ki je bila rekordno število inovacijskih predlogov, ki smo jih prejeli na vseh 13 regijskih gospodarskih zbornic. Verjamem, da lahko seveda to številko 230 v letošnjem letu še presežemo. Tako da ja, 13.2. pa odpiramo naš razpis za inovacije. Vseh 13 regijskih zbornic odpre razpis najprej na regijskem nivoju, tako da se vsi prijavitelji obrnejo najprej na naše kolegije na regijskih zbornicah, potem pa se ta zadeva nadaljuje in pa pride na nacionalni nivo, se pravi najboljši na regijskem nivoju, kjer imamo zelo tudi inovativne podelitve na že samih regijskih nivojih, recimo pri nas na Koroškem to vedno naredimo v gospodarstvu, v industriji nam odstopijo proizvodne hale, tako da imamo res tako inovativno spodbudno okolje, ki še bolj povezuje naše inovatorje. Nato pa seveda pošljemo vse regijske zbornice po minimalno 3 inovacijske predloge, seveda najboljše zlate na nacionalni nivo, kjer pa jih zelo obširna in pa strokovna nacionalna komisija tudi ocenjuje. Se pravi, imamo preko 20 različnih strokovnjakov, po potrebi pa vključujemo še druge strokovnjake, da dobimo res tisto strokovno znanje, ki ga potrebujemo. Tako da Simona je tudi članica naše nacionalne komisije. In zelo pozitivno je tudi to, da se nam pridejo vsi inovatorji predstaviti. Da pridejo predstaviti svojo inovacijo, tako da ima komisija res priložnost, da jih kaj vpraša, da ni samo to črke na papirju, ampak da je to življenjsko, da se pogovorimo, mogoče damo še kak dober nasvet, kar tudi verjamem, Tudi verjetno vprašanje, ne? Spoznamo. Da iz prvih rok izveste, zakaj pravzaprav pri inovaciji gre, ne? Pa energija je pomembna, ne? Ja. Energija teh inovatorjev je neverjetna. Tako da. Res, to smo vedno navdušeni. Ja. Verjamem. Mogoče še par besed o samem razpisu. Kdo se lahko prijavi, s kakšnimi inovacijami? Ja, o tem, kakšne inovacije lahko prijavijo, smo že govorili, se pravi, lahko je to produktna inovacija, procesna, trženjska, organizacijska, tudi družbene inovacije so del naše zgodbe, kajti tudi mi podpiramo to. Prijavi pa se lahko vsak, lahko je to posameznik, gospodarska družba, SP, organizacija, v povezavi z raziskovalnimi inštitucijami, tako da to še posebej spodbujamo, da se podjetja, organizacije povezujejo, iščejo neke sinergije, kako lahko najdejo dobre projekte skupaj. Tako da praktično vsak, ki ima res dobro, ne bomo rekli idejo, kajti inovacija mora biti komercializirana, ne? To je tudi eden izmed kriterijev, po katerih naše inovacije ocenjujemo. Na trg, ne? Tako, ja, mora imeti neke učinke in pa seveda mora imeti tudi dobro projekcijo, kako bo ta inovacija te neke finančne učinke ali pa družbene učinke v primeru družbene inovacije pač ustvarjala. Ja. No, razpis bo objavljen prihodnji teden, so rekla 13. Tako. Srečen dan. Tako, srečen dan, je morda še celo petek to? Je četrtek. Ja. Kratka, v četrtek 13. bo to objavljeno, tako kot naš podcast, ne? Zanima me, kaj vse je potrebno predstaviti pri sami prijavi inovacije, kaj vloga zahteva, Ja, poglobljeno. tako, mi imamo v naši prijavi, smo se zelo potrudili, da smo za prijavitelje naredili dosti prijazno prijavni obrazec, ki pa nam da kot komisiji še vedno dosti informacij, da imamo priložnost to inovacijo tudi dobro, objektivno, strokovno oceniti. Se pravi, 5 ključnih vprašanj je, kakšen je problem, ki je izpostavljen in ga inovacija naslavlja, potem opis same inovacije, da jo bolje razumemo. V 3. točki se seveda osredotočimo na gospodarske učinke, 4. točka izpostavlja ključne okoljske in pa trajnostne vidike same inovacije in pa kot zame mogoče eno celo najpomembnejših vprašanj, sicer ne prinese največ točk, ampak vprašamo prijavitelje, v čem je vaša inovacija edinstvena. Vsak inovator mora to znati predstaviti, ne? To je tisti ključ, to je tisto srce same inovacije. Wow, mi smo pa to naredili in to res revolucionarizira, ne vem, svet, to branžo, to nišo in tako naprej. In to je tisto, kar nas vedno najbolj tudi zanima v resnici, ne? Seveda, vsi ostali učinki so izjemno pomembni, ampak to je to srce nekako inovacija, ne? Pomembno je zato, ker pač da uvid, ali dejansko inovatorji poznajo tudi konkurenco
koliko so se poglobili v njo, ne, in s tem pa imajo to dodano vrednost oziroma edinstvenost. Ne, tako da je zelo povedna informacija. To. Tako, ja. Mogoče še prej sem omenil, da razpis bo objavljen 13. Ne? Mi snemamo tale podcast nekaj dni prej. Zato, glede na to, da bo podcast objavljen 13. lahko rečemo, da je danes objavljen za vse tiste, ki nas poslušajo. Ne? Morda še informacija, kje lahko dobijo vsi potencialni prijavitelji sam razpis, informacije o razpisu. Verjetno na spletnih straneh Gospodarske zbornice. Tako, na vseh spletnih straneh, tako regijskih gospodarskih zbornic, na spletni strani Inovativne Slovenije, kjer imamo poseben zavihek namenjen temu, tam lahko vidijo tudi pretekle prijavitelje, objavljene imamo tudi filmčke preteklih inovacij, tako da mogoče kdo dobi kakšno idejo, navdih. Vsi pogoji so tam tudi predstavljeni. Vedno pa zelo spodbujamo, da se inovatorji obrnejo na predstavnike na regijskih zbornicah, lahko se obrnejo vedno tudi na mene, kjer jim svetujemo. Včasih nas vprašajo, mi imamo ful dobro idejo, nismo še kaj naredili, a smo že tam, a že lahko prijavimo, pa mogoče kdaj kako leto počakajo, nekoga spet spodbudimo mi, vi pa bi že res bil čas, da te zadeve predstavite širše, tako da tukaj smo res na nekem takem osebnem stiku tudi zelo. Super. Vse skupaj se dogaja pod blagovno znamko Inovativna Slovenija, ki je blagovna znamka Gospodarske zbornice Slovenije za en del projektov in delovanja zbornice. Kaj poleg tega razpisa in teh, smo rekli, priznanj, se še dogaja pod to blagovno znamko? Ja, mi si želimo, da blagovna znamka Inovativna Slovenija praktično zajame vse aktivnosti, ki jih na Gospodarski zbornici počnemo na področju spodbujanja inovativnosti. Naj bo to promocija, naj bodo to različna izobraževanja, ki jih tako panoge kot regije organizirajo, različni drugi projekti, ki spodbujajo inovativne projekte, kot so tudi, imamo Go Digital, imamo Ekotrofelijo, to vse je nekako znotraj tudi Inovativne Slovenije, če tako rečemo. Tako da izobražujemo, spodbujamo, nagrajujemo, promoviramo, izpostavljamo vse aktivnosti. Praktično mi živimo Inovativno Slovenijo. Sklepno dejanje recimo samega razpisa Inovativne Slovenije je pa potem tudi dan inovativnosti, ki pa je nekakšen praznik inovativnosti, če mu lahko rečemo. Ker se tudi podelijo potem ta priznanja, ne? Tako. Že imamo morda datum za letos, da si rezerviramo. Da si ga že rezerviramo. Ja. In kje se bo dogajalo? Tako, nekako tradicionalno se to odvija na Brdu pri Kranju. V letošnjem letu je to... V Kongresnem centru, ne? Tako, v Kongresnem centru. Letošnje leto bo to 16.9.2025. Na moj rojstni dan. Ja. Še posebej slavnostno. Tako da si vsi rezerviramo. Bo res vedno je to en tak dan navdiha. V popoldanskem delu pripravimo eno tako konferenco, kjer predstavimo primere dobrih praks, nas navdihnejo res izjemni inovatorji, kot v lanskem letu dr. Jure Knez in podobni. Slišimo zgodbe, ki niso vedno samo pozitivne, ampak kakšna je bila pot do njih, kaj vse so dali čez. Tako da res je vedno zelo zanimivo. V seveda drugem delu, večernem slavnostnem delu pa podelimo priznanja najboljšim inovatorjem v Sloveniji, jih izpostavimo, jih povezujemo. Vidimo tudi, da na takšnih dogodkih se stkejo neka nova prijateljstva, neke nove ideje, da že podjetja začnejo razmišljati, zakaj pa mi ne bi nekaj naredili skupaj. Tako da, ko se približno 500 tako direktorjev, razvojnikov, podpornikov inovacijam združi, je to zares en tak inovativen in pa produktiven večer. Super. Se ga veselim že letos, tudi jaz. Se ga bom udeležil vsekakor. Če pogledamo pretekle inovacije, že dolga leta sodelujete pri njih, videli sta cel arzenal vseh idej, ki so prišle, pravzaprav inovacij. Kateri projekti so bili najbolj inovativni, ki so se vama vtisnili v spomin? Morda kakšen, ki je bil najbolj nenavaden in nas lahko morda celo nasmeji? Ja, vsako leto so kaki taki, ki nas in nasmejijo, ki nas še posebej navdušijo. Zelo je nehvaležno izpostavljati, recimo, katere inovacije so bile pa najbolj zanimive. Zanimivo je to,
da imamo vsako leto možnost videti, kaj delajo tradicionalna naša odlična podjetja in vsako leto nas navdihnejo in predstavijo nek preboj. Ali je to farmacija, ali je to na tradicionalnih industrijah. Tako da to je res nekaj zelo fascinantnega, da zmorejo vsako leto producirati toliko nekih inovacij. Potem pa imamo na drugi strani neke start-upe, ki prihajajo, posameznike, ki naredijo neke navdihujoče zgodbe. Tako da če rečemo Pipistrelov, Krke, Leka, Novartisa, Steklarne Hrastnik, do Hidrije in vseh ostalih, tudi, ne vem, na področju kovin smo zelo dobri, ne vem, izdelava jekla za najnaprednejše tehnologije in tako naprej. Jaz bi rekla, da imamo res en tak odličen miks navdihujočih inovacij. Zdaj, katera izmed njih, da bi jih posebej izpostavljali, ne vem, če bi si želeli. Od tega do tega imamo vse živo in vse, kar je vmes. Ja, če pogledamo recimo, Pipistrel je pionir na področju električnega letalstva. To je izjemno težko doseči. Tako da takrat oni so inovacijo prijavljali 2 leta nazaj nazadnje in je res nekaj, kar nas je navdihnilo. Za kakšen projekt je šlo, recimo? To je bilo to letalo električno za treninge pilotov, če tako rečemo. In v tistem letu mogoče lahko izpostavim, kaj je bilo posebej zanimivega. Na sami podelitvi, se pravi Dnevu inovativnosti, so gostje šli v dvorano in kaj se je zgodilo zunaj, naredili smo razstavo zlatih inovatorjev. Tako da v 1 uri je ekipa pripravila od letala do avtomobila, ki je TPV takrat naredil en ultralahki nosilec, do drsnih vrat, ki jih je, do drsnih vrat za industrijo, do električnega vodnega skuterja. Tako da nas je res potem zunaj čakalo eno tako pravo presenečenje. Seveda, to si vsako leto morda ne moremo privoščiti, kajti če pogledamo, če kakšno leto prednjačijo inovacije farmacije, to zelo težko pokažemo in prezentiramo. Tudi to je lahko zelo pomembna inovacija. Se vedno trudimo biti tudi mi na tem področju inovativni. Super, odlično. Simona, ti se na Univerzi v Ljubljani ukvarjaš skupaj z ekipo, z inovacijami, povezovanjem raziskovalcev in podjetij, trženjem intelektualne lastnine. Seveda to sodelovanje gospodarstva z raziskovalnimi institucijami je pri inovacijah, pri razvoju, pri raziskavah izjemnega pomena. In tukaj si želimo, seveda tudi kot gospodarska zbornica, še večjega sodelovanja, intenziviranja. Kako univerza spodbuja in fakultete inovacije med študenti in pa seveda raziskovalci v povezavi z gospodarstvom? Na kakšen način to spodbujate? Spodbujamo jih, mogoče bi izpostavili nekako 4 ključne te iniciative. Prvo je, pri nas imamo tudi rektorjev nagrado za najboljše inovacije, čeprav si nismo tega od vas posodili, oziroma potencialne inovacije, ker to so še vedno stvari na dokaj začetnih fazah. Podpiramo študentske te inovacijske projekte, tehnološke in netehnološke, se pravi družbene, tako da sta to že 2 kategoriji, in pa potem tudi z kategorijo raziskovalcev. Tako da vsako leto rektor nekje oktobra podeli 3 najboljšim v vsaki kategoriji tudi to priznanje, oziroma pri nas tudi gre za minimalne nagrade. 3.000 evrov dobi zmagovalna ekipa, 2.000 in 1.000 pač druga, tretja. In pomembno je, da so nagrade toliko nizke zato, da vseeno malenkost motivira, ampak ni pa denar motivacija. To je samo pač en stranski učinek. Še vedno dobimo res motivirane ekipe v ozadju, ki imajo željo narediti nekaj več. Se pravi, iti od striktnega, bazičnega raziskovanja, grejo bolj proti vplivu na trgu in pa v družbi. Druga je res pomembna inovacijski sklad. To je ta sklad, ki sem ga omenila, da smo ga ustanovili leta 2020. Je sklad interni strani Univerze v Ljubljani, ki je namenjen
nadaljnemu razvoju tehnologij, od TRL3 do širšega, ne do 3, 4, 5, 6. To je predvsem pomembno zato, ker v tem konkretnem obdobju je težko, oziroma v tem stanju, nivoju je težko dobiti sredstva, recimo angelskega kapitala ali pa tveganega kapitala. In tudi za podjetje je to zelo težko, ker so še precej neznanke in niso glih željna investirati v tako zgodne faze. Takrat to investiramo mi plus, če je zanimivo potem tudi za zunanje POC, tako proof of concept sklade se to reče. In ko pride tehnologija na višji nivo, potem bolj zanimivo za podjetja, manj tvegan za podjetje in zato je tudi zanimivo kot podpora inovacijam. Tretji je Hud sklad, ki smo ga pa ustanovili lani, je pa, ker ne osredotočamo se samo na tehnološke, ampak tudi Hud sklad se humanistika, umetnost, družboslovje usmerja v raziskave družboslovnih in teh področij, da dosegajo širši družbeni vpliv. Tukaj je bolj poudarek na vplivu, ampak je tudi osnova za bodoče družboslovne inovacije. Tako da so te 3 ključne iniciative in četrta je pa seveda nekaj so finance, drugo je pa četrta naša, je pa to, da na univerzi zelo aktivno deluje tako naša pisarna za prenos znanja in pa tudi Ljubljanski univerzitetni inkubator. In mi skupaj sodelujemo pri spodbujanju inovacijske kulture kot ene, predvsem pa pri iskanju potencialnih inovacij, tehnologij z potencialom na trgu, z zaščito intelektualne lastnine, z iskanjem primernih poslovnih partnerjev oziroma razvojnih partnerjev v Sloveniji in pa v tujini, in potem še z inkubatorjem, ko pride do točke, da raziskovalec se odloči, da bo ustanovil podjetje, potem inkubator prevzame vso podporo pri mentorstvu in pri nadaljnjem razvoju podjetij. Inkubator je tudi odgovoren oziroma zelo aktiven pri spodbujanju startupov, se pravi, kjer so pa praviloma študenti Univerze v Ljubljani in raziskujejo in razvijajo poslovne ideje, tukaj je pa inkubator. S tem nekako podpiramo, probamo pač zagotoviti od ideje do trga vso to podporo. Mogoče, če samo tako bi rekla, da to povezovanje in pa podpora različnih deležnikov se meni zdi tudi zelo pomembna pa ključna. Tudi pri samem našem razpisu sodelujemo tako z Ministrstvom za gospodarstvo, turizem in šport kot nacionalnim partnerjem, tako Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in inovacije. Tako da res iščemo neke sinergije, kako sodelovati. Vsako leto tudi Urad za intelektualno lastnino nosi nekako pomembno vlogo. Tako da jaz bi rekla, da je to en tak pomemben, da je najpomembnejše je, da znamo na tem področju stopiti skupaj in vsi različni deležniki dati tisti del podpore, ki ga lahko, zato da res inovativnost pri nas dvignemo. Torej zelo pomembno je to, ta komercializacija, smo rekli, inovacij, ker to je tisto, kar dejansko dodaja vrednost gospodarstvu, od česar pravzaprav živimo. Zdaj, če nekaj samo v laboratoriju, nek znanstveni dosežek ali neka inovacija narejena in tam ostane, je seveda dosežek verjetno za raziskovalno institucijo, če pa je komercializiran, dobi pa pravzaprav tisto res uporabno vrednost, torej tako v gospodarstvu kot za seveda uporabnike. Kako spodbujate ta del, torej to komercializacijo pri podjetjih? Do podjetij. Ali pa do podjetij, ta je kar... Vi iščete partnerje na trgu, da sodelujete s podjetji, pridejo podjetja k vam z idejo? Oboje, se pravi, push-pull. V bistvu imamo v svetovnem merilu največ je tega, da pač podjetje pride, ima izziv, recimo, in reče, to me zanima, pride do nas, recimo, imamo izziv za razviti nek nov material, recimo. Mi potem pridejo kaj, recimo, do vaše pisarne na univerzi ali na fakulteti? Vse možno. Ki pokriva neko njihovo področje. Tako. In potem raziskovalci, bodisi če pride do fakultete, raziskovalci, je padlo spet.
Raziskovalci potem se dogovorijo, ali imajo potencialno rešitev in potem lahko začnejo razvijati rešitev za konkretno podjetje. Tega je največ, ne samo pri nas, ampak povsod po univerzah, tudi v tujini. So pa po drugi strani seveda iz različnih evropskih projektov in drugih iniciativ raziskovalci razvijajo svoje rešitve in ko v enem trenutku ugotovimo, da nekaj pa potencialnega, potem pa seveda iščemo podjetja, kako to delamo. Seveda najprej imamo pogovor z raziskovalcem, kje so potencialne aplikacije, kje so tiste, kjer je mogoče so izzivi najbolj pereči in bi mogoče najhitreje in najlažje bo možno investirati oziroma pač to spraviti na trg z najmanj regulatornimi ovirami. In potem, ko definiramo recimo tiste 3 prioritetna področja, gremo iskati, kdo od podjetij bi bil pa primeren, ne? In potem naredimo seznam podjetij, iščemo ljudi znotraj podjetij in potem začnemo kontaktirati te ljudi za povratne informacije oziroma za potencialno sodelovanje. Zdaj, kar je zelo težko, je, če v Sloveniji nimamo potencialnih podjetij, a ne, se pravi, če nekoga, ki bi lahko to tehnologijo prevzel, potem pomeni, da moramo od nule, no, iz nule začeti vzpostavljati odnos z potencialnim podjetjem, kar je težko, ker je nekdo brez poznanega imena in priimka, ne, kontaktira nekoga, ki ima čas, a sploh prebere, ali ne, tako da to ni enostavno, ampak vsekakor imamo pa na kar nekaj recimo teh hladnih e-mailov, dobimo nekaj povratnih informacij in začnemo vzpostavljati stike tudi s podjetji iz tujine. Če gre za slovensko podjetje, je dosti lažje, ker je vseeno vse bliže, poznamo se precej. Se poznamo, ne? Ali se obrnemo na gospodarsko zbornico, če pozna koga, ne? Tako da je to, kar že trženje samo je problematično, trženje nečesa, kar pa ne veš, a deluje čisto tako, pa če bo kdo rabil točno tako, kot je zdaj, je pa še malenkost težje. Kaj pa recimo obratna pot, ne? Imamo podjetje, ki išče podporo pri neki inovaciji, ima idejo, ne? Pa ne ve, kako se lotiti, ne? Kako strukturirati proces, projekt, morda tudi nima nekega razvojno-raziskovalnega potenciala oziroma nima laboratorijev, nima nekih znanj in tako, in išče podporo v institucijah. Kakšen je pa ta obraten proces? Na koga, kam se lahko obrne, kako pristopiti? Zdaj, vprašanje je zelo, zelo široko. Široko, ja. Tako da prvo najbolj smiselno je, da se zdaj ali obrne ali na gospodarsko zbornico, lahko tudi mogoče na nas, da predvsem skušamo skozi pogovor ugotoviti, kaj konkretno je izziv. Recimo, če ima idejo, pa je začel že razvijati, zdaj bi pa razmišljal o tem, da bi jo zaščitil, da bi jo želel zaščititi s patentom, je vsekakor pametno, da se obrne seveda na Urad za intelektualno lastnino oziroma na zastopnike. Zdaj, če bi želel preveriti, ali na določen material deluje tako, kot bi mogel, se obrne seveda na laboratorije, ki so na tem, za to sposobljeni, tako, ki imajo kompetence in ekspertize. In če jih zanima, ne vem, izvoz, seveda GZS in Spirit, a ne, tako da Saj tudi v resnici se kar dosti sami že tudi povezuje. Recimo eno podjetje ima dobro idejo, jaz da to naredim, rabim še enega IT, se povežejo z enim IT podjetjem, tudi če je to tradicionalna industrija. Recimo tega jaz vidim na terenu kar dosti, a ne. Potem pa mogoče začnejo razmišljati, evropski razpisi, kje lahko iščemo tu priložnosti, mogoče neki razvojni projekti, neki demo piloti in tako naprej, in se na tak način praktično oblikujejo neki zanimivi konzorciji. Potem vedno ugotovijo, potrebujemo še to in to fakulteto, potrebujemo še to znanje. In jaz vidim na terenu kar dosti različnih oblikovanih partnerstev, ki mogoče
se tudi podjetja zavedajo in pa posamezniki lahko prinesejo kakšne uspešne zgodbe, kakšne nove inovacije, lahko pa tudi ne. Ampak so se povezali, so iskali sinergije, si izmenjujejo neko znanje, neke izkušnje in skoraj vedno do nekega razvoja na neki točki potem tudi pride, no. Mogoče čisto iz terena, no, kaj se pri nas dogaja. Ja. Če se pa res ne znajdejo, recimo, da jim je preveč, pa vsekakor je res ena od teh spot točk, naprimer, Tudi, kjer lahko pač imajo tisti uvodni razgovor in jih potem usmerijo naprej, kje vse je še možno iskati podporo, ki jo oni rabijo. Tudi z finančnega vidika, verjetno. Ne? Tudi, ja. Omenila ste različne sklade in to. Ne? Vemo, da je tega tveganega kapitala v Sloveniji primanjkuje, pa vendarle ne? Jim lahko pomagate z nasveti, ne? Kam se obrniti. Tako pa ja. Kako pa ocenjujete vidve, recimo to podporno okolje za inovacijo Slovenije? Kaj bi lahko izboljšali, da bi izboljšali pogoje za inovacije v gospodarstvu, s tem pa seveda, da bi tudi bila Slovenija višje na lestvicah prepoznavnosti, kar se tiče inovacijskega okolja. Ja, jaz mogoče mislim, da smo še vedno premalo poznamo, kaj mogoče nekdo drug dela in še vedno se premalo na tem področju tudi mi sami kot neko podporno okolje povezujemo. Kajti lahko da ena organizacija zelo dobro dela neke stvari, pa bi morda potrebovala neko drugo sorodno znanje ali pa podporo in bi se na tak način lahko povezali. Mogoče smo Slovenci še vedno malo vrtičkarjev, kjer vsak obdelujemo ta svoj vrtiček, si želimo sicer narediti najboljše, kar lahko, ampak če bi mi ta vrt malo povečali, bi bil učinek lahko bistveno drugačen. Tako da jaz mislim, da imamo ogromno deležnikov, ki znajo zelo dobro podporo dajati inovativnosti, ampak s povezavo teh bi pa dosegli te sinergijske učinke, ki bi lahko pa res dejansko bili bistveno boljši. Ja. Mogoče tako osnovno. Torej večje povezovanje, morda centralizacija v smislu neke vstopne točke in potem pa seveda sodelovanje različnih institucij, vsaka s svojim inputom znanja in informacij. Ja, mogoče tudi predvsem zavedanje, na katerem področju je nekdo dober. Ne? Mi v Sloveniji včasih prevečkrat posplošimo stvari, želimo nekaj centralizirati, ne, jaz sama priznam, nisem naklonjena centralizaciji, kajti kot vidimo, recimo mi na Koroškem lahko isto kvalitetno vodimo projekt inovacij za celotno Slovenijo, kot bi ga peljali centralizirano nekje drugje. Da se ne razumemo narobe, to ne pomeni v Ljubljani, ne? Ampak zgolj to, da je bolj pregledno, da je več informacij na enem mestu. Včasih, če je ta centralizacija, potem tudi avtomatsko rečemo, da neka organizacija neke stvari zna delati, pa morda ne zna. Ob zavedanju, da imamo različne organizacije, ki imajo specifično znanje in pa izkušnje, bi morali to tudi dobro povezati in pa seveda vsaki od teh organizacij dati primeren status. Ne vem, če je veriga vrednosti od ideje do trga, kdo je kje dober, kdo je kje poklican za kakšno podporo in kje je kdo dober. Jaz bi edino dodala to, da pač v Sloveniji res za naše področje, ne, ta deep tech, tukaj rabimo tudi več znanja, več mentorjev, več dobrih zgodb na tem področju, pa bo potem tudi lažje vse zapeljati. Dokler se pa moramo za dobre zgodbe pa potem za strokovnjake obračati tudi, oziroma vsem tujino, je malo težje. Tako da, ja, povezovanje pa biti dober na tem, kar počneš. Če smo zelo konkretni, naš podcast se imenuje Poslovni nasveti in ponavadi na koncu prosim goste, da podelijo 3 nasvete, recimo v tem primeru za podjetje, ki ima neko idejo, želi razviti neko inovacijo. Katere 3 nasvete bi dali, če strnemo naš ta pogovor? Kaj je pomembno? Vsaka 3 ali skupaj 3? Lahko tudi skupaj. Ne vem. Se dopolnite, lahko so tudi 4. Jaz bi rekla, da prvič, da si je vredno upati, da je vredno svoje ideje, inovacije izpostaviti, da je dobro poiskati prave ljudi, ki ti ob tem lahko pomagajo, a ne? In pa seveda nikoli
da naj nam ne bo nerodno tudi prositi za pomoč, da vsega ne zmoremo sami in da ob sam pravem povezovanju lahko res tiste prave zgodbe spišemo. No? Mogoče taki. Simona, bi ti še kaj dodala? Ja, jaz bi rekla, da pač je pametno delati, začeti razvijati inovacije na področjih, ki ga poznamo. Se pravi, kjer smo strokovnjaki, kjer znamo videti prednosti in pa slabosti določenega stanja. Predvsem, da naredimo takrat, ko smo na idejni zasnovi, naredimo domačo nalogo, pogledamo, kaj trg dejansko rabi, kaj je na voljo, kaj manjka, kaj dejansko so tiste potrebe, ki niso naslovljene. Ker najhuje, kar lahko naredi inovator, je, da razvije, investira čas, denar in resurse v nekaj, kar noben na trgu noče, ker pač ne rabi. Ne samo, da ali pa morda že celo obstaja. Da obstaja, ampak da dejansko noben tega ne rabi. Pa predvsem res intelektualna lastnina je zelo pomembna in je pametno, kot človek razvija inovacijo, vedeti, kdaj lahko komu kaj zaupa. Tako da tukaj bi pa res predlagala tem podjetjem, ki začenjajo z inoviranjem, da se tudi usposobijo oziroma preverijo, kaj lahko na katerem mestu potem tudi sporočijo, pod kakšnimi pogoji. Super iztočnica za enega od prihodnjih podcastov o intelektualni lastnini. Zelo pomembna zadeva, sploh danes v globalnem trgu. Vemo, kaj se dogaja z krajo intelektualne lastnine. Ne? Morda za zaključek samo še enkrat spomnimo, da danes 13. februarja smo objavili razpis za najboljše inovacije v letošnjem letu. Vabljeni vsi, da pogledajo ta razpis in če imajo inovacije, da jih prijavijo. Tako je. Pogum šteje. Katja Pokršnik, Simona Ratej, hvala lepa za tale prijeten pogovor. S tem smo prišli do konca našega podcasta. Hvala za vajin pogled v svet inovacij in tudi za vse dragocene nasvete. Želim, da bi bilo teh inovacij čim več in da bodo seveda dane na trg. To je konec koncev naš namen. Hvala pa tudi vsem vam, ki nas spremljate in vse dobro do prihodnjič. Hvala. Hvala.